zdaj poprosil naprej gospoda Hrena. Ja, in to s kufrom. Kufr je artefakt, ki simbolizira migrante. In bo del te pripovedi za danes. Jaz sem Domno in Tini zelo hvaležen, da so to sekvenco naredili. Pravi užitek je nastopiti za Vesno in Markusom. Prvoščo si bom uporabiti še en artefakt, to je tale tabla, ampak to samo zato, ker je tisto, kar bi želel podeliti z vami danes, zelo v kontekstu tega, kar sta govorila Vesna in Markus. Upam, da ne boste tako rekla, da to ni res. In bom nekaj besed napisal na tablo. V najavi mojega nastopa ste videli, da bom problematiziral klasičen teritorijalni koncept pristopa k multikulturnosti, ki izhaja seveda iz tega, da so kolonizirani narodi migrirali, se mešali in so nastale multikulturna okolja, kot so Kanada, recimo Havaj. In je to teritorijalni pristop k razlagi multikulturnosti. Drugi pristop, ki se je kasneje razvil, je identitetni, se pravi, oseba je multikulturna. Jaz bom v svojem poskusu zdaj poskušal polemizirati z obema pristopoma in sugerirati, da se moramo premakniti v en drug polje, v novo polje razumevanja multikulturnosti, ki pa je že religiozno, mi rečemo upasansko, ne, lepo stari, dobri sanskrit pojem upasanja. Tole je rokodelski kufr, ne, star rokodelski kufr. Vsi rokodelci vemo, da uporabljamo besedo upasati, ne. Upasanje je približati, je pa to Patanjali pojem. Če bi dal naslov temu mojemu nastopu, bi rekel avtentičnost napram zlaganosti. Pričemer zlaganost vključuje atribute izmišljotin, izmislekov, do čisto namenske laži. Ne. Žižek in ekipa so imeli nastope, se spomnite lani, kdo to tukaj laže, to je bil fantastičen šov. O tem, kako zlagana je kultura. Skozi zgodovinski prikaz filozofij in konceptov, ki temeljijo na laži, vključno na lažeh, izmišljotinah, manipulacijah, izmislekih, vključno z filozofskimi političnimi koncepti. Na drugi strani avtentičnost. Poigraval se bom v vseh teh minutah, ki so na voljo za temi dvemi pojmi, seveda avtentičnost, ki vključuje resnicoljubnost, avtentično željo osebno po tem, kaj želimo, avtentičnost kot nekaj pristnega, resnicoljubnega, verodostojnega. Zdaj, za obrat v tej paradigmi razumevanja multikulturnosti bom dal dva pola. Dva pola, ki determinirata potrebo po novem odnosu med človekom in kozmosom, med človekom in prirodo, med človeškim rodom in prirodo. Slovenščina je krasna. Ne? Slovenščina tukaj ponuja eno krasno shemo tega, kar v principu kozmologije razvijajo. Vidite takoj ste ugotovili posebej Vesna. Premikamo se iz antropocentričnega teritorij identiteta v policentričen pogled na multikulturnost. Ne gre tukaj pri multikulturnosti, ne moramo več razmišljati o človeškem rodu. Iščemo nov odnos med prirodo, tisto, kar je pri rodu in rodom. Na to v tem trenutku vplivajo trije megaevolucijski procesi. Megaevolucijski proces rečemo trendu, ki je globalen, ki je zelo močan in ki je dominanten. Eno je trend globalizacije in multikulturnost v ožjem smislu je del tega trenda. V trendu globalizacije je zelo pomemben trend digitalizacije, recimo to so globalizacijski trendi. Digitalizacija, robotizacija, digitalna kultura. Kaj ima to veze z avtentičnostjo? To ima neposredno zvez z avtentičnostjo. Jaz postavim tukaj tezo, da z globalizacijo pridobivamo več možnosti za avtentičnost
kot prej. Postavljam nasprotno tezo običajnemu razlaganju, da globalizacijski multikulturni trendi šibijo možnosti za to, da je posameznik avtentičen. Jaz na osnovi svoje lastne zgodbe in mojih kolegov, ki nekateri tudi sedijo, lahko rečem, da so nam globalizacijski trendi pomagali k odkrivanju lastne avtentičnosti. To je ključna teza danes. Globalizacijski trendi z digitalizacijo na čelu pomagajo iskati lastno avtentičnost. Knjige, v začetku smo slišali, ne, čisto v vodo, včasih je bilo treba iti po knjigo, ki te je zanimala v London. Ne. Teozofsko knjižnico Alan Ferlin, mi smo vsi zbirali knjige po svetu, treba je bilo iti v eno prestolnico, kjer je obstajala knjižnica, iz kjer smo nosili Tatjana knjige. Ne. Danes dobi študent informacijo, ki išče, recimo, jaz sem delal na primerjavo, tisti, ki ste videli zgodno najavo tega simpozija, ste videli dr. Hrempa, sem rekel, ne, to pozabite, identiteta moja ne vključuje DR, ker študija doktorskega nisem dokončal. Moja doktorska disertacija, ki sem jo želel narediti, je bila primerjava pitagorejstva, esenstva in džainizma. Ne? In takrat, recimo, takrat, ko sem to delal, sem glih imel dostop do ključnih virov, že prek interneta. Ne. Celotna Nag Hammadi knjižnica, a poznate Nag Hammadi knjižnico, to so edini izvirniki evangelijev, ki so bili ohranjeni, je na spletu, ni treba iti v Kairo, v knjižnico. Kompleten Nag Hammadi knjižnico in kaj? Najti avtentične informacije o edinih primarnih virih iz časa našega prijatelja Jezusa. Edini primarni viri so bili najdeni v 60 letih prejšnjega stoletja, vse ostalo je interpretacija. In te viri so na internetu, digitalizirani. Lahko greš primerjati, če se pogovarjamo zdaj o tem, a je čudež voda v vino, ki je prvi čudež, ne? Ali ni čudež voda v vino. Gremo pogledati edine primarne vire v Nag Hammadi knjižnici, kjer so edini primarni evangeliji, ni ne une svadbe, ni nobenega vina, ne nič od tega. Ne? V edinih primarnih virih iz tistega časa tega ni. Se pravi, ta megatrend nam pomaga, nam oporečnikom je digitalizacija pomagala odkriti, da so somišljeniki, ne? Da obstajajo avtentični posamezniki, ki so nam sorodni in da nismo sami, kot je rekel Markus. S pomočjo globalizacije odkrijemo, da nismo sami v svojih specifičnih razmišljanjih. A nam globalizacija pomaga k avtentičnosti, a nam odpomaga. Drug megatrend je zeleno. Je Markus prej rekel Queen, sem razumel green najprej. Sem rekel, no, še ena beseda, ki si jo bom upal napisati na tablo, pa je bila Queen, ni bila green. Zeleno. Trajnostni razvoj, agenda za trajnostni razvoj, Združeni narodi, podnebne spremembe, vsi govorimo o trendu zeleno, to je megatrend, je tako. Kaj je drugega ta megatrend kot redefiniranje odnosa med rodom in prirodom? Nič drugega. Edini problem s tema dvema megatrendoma je, da temeljita na strahu. Podnebne spremembe, zakaj je treba te podnebne spremembe riniti? Zato, da bomo redefinirali odnos prirodo. A lahko kdo pove, zakaj je treba imeti tle straž, čez 3 mesece nas ne bo več, ker packamo, je treba preprosto redefinirati odnos s prirodo. Avtentičen odnos roda s prirodo. Avtentična ljubezen do hrama, do nature, ne, natura, hram, več tukaj prišle Slovenci, imamo krasno besedo hram, za naravni hram. Kaj smo naredili v zadnjih stoletjih? Hram je pivnica, ne? Alkoholizacija je hram. Ne? Ena izmišljotina, da je to nek čudež bil, izmislek, da je bil nek čudež o spremembi vode v vino, nam je iz hrama, iz svetega prostora naredil pivnico. Alkoholizacija je neposredno, veste, kaj je to alkohol? Alkohol je arabska beseda za zamegljevalec. Agent
kako se reče temu, ubijanja avtentičnega pogleda na resnice. Resnica. Tretji megatrend, ki ga ne bom pisal tukaj gor, je konvergenca religij. Jaz si ga upam zatrditi, vse to, kar počne tudi ekipa, ki je organizirala to, gre v smeri univerzalne religije. Marko se je dal nekaj primerov in Vesna, ne, kako v principu vse religije konvergirajo okrog zelo, zelo preprostih arhetipov. Vse religije so nastale na osnovi potrebe potem, da se naredi koledar, kdaj se kaj sme in kdaj se kaj ne sme. Kdaj se lahko lovi srne, zato da niso breje in da bo zarod, kje mora biti mesec, luna, sonce, kozmologija, kdaj gre. Zato je multikulturnost in novo razmerje med rodom in prirodo po definiciji kozmološka tema. Kozmološka tema, ki nam pomaga redefinirati odnose z vsemi stvarstvi prirode, se pravi anima diverziteto, ne različnost človeške vrste, ampak anima diverziteta. Viktor Hugo, en od mojih priljubljenih pesnikov in pisateljev, je o tem v sklepni fazi svojega življenja veliko pisal. Rešitev, ena od komponent rešitve za multikulturnost je to, da jo premaknemo na raven anima diverzitete. Ne? Spoštovanja, temeljnega, avtentičnega spoštovanja do biti stvarstva. Zdaj pa 3 artefakti, ki sem jih prinesel sabo za danes. Koliko imam še nekaj minut? 3 artefakti. En artefakt imamo v Sloveniji, ki je zagotovo špica, emblem multikulturnosti. Avganete, kaj je tle? Kaj je presežek tega, kar imamo v Sloveniji? Nekaj, kar simbolizira multikulturnost. Kaj je to? Tidl-di-bab. Prosim? Tidl-di-bab. To je tidl-di-bab. Ti za Turkijan, dl za Dimitrovski Ljuben in di-bab iz di-bab. To je najstarejša piščal, ki je našlo človeštvo kot inštrument, najstarejši inštrument. Seveda se pogovarja o tem, je to zdaj res neandertalc ročno naredil z namenom, da bo imel stik s predniki in da bo upravljal svete opravila, ali je to naključna žival zglodala, no pa so ugotovili, da to ni mogel zglodati medved iz golenice drugega medveda, ne. Ampak da je to bilo namensko narejeno. In kaj se zgodi? Multikulturnost. Kaj naredi ta multikulturni svet? Poglejte. Ljuben Dimkarovski, predvsem Ljuben, no. Ljuben je odšel na onkraj meje življenja avgusta. To piščal je izdelal ročno, kot še nekaj drugih piščali. On je dal zadnjih več kot 10 let življenja tej piščali. Profesionalni trubentaš, zaposlen v Ljubljanski filharmoniji, Makedonec. Ljubitelj makedonskega izročila to. A je kdo poznal Ljubena? Škoda. Pa Ljuben pridete, se poznajo. No? Ljuben je en tak topo krasen človek, to je bila ena sama mehkoba. Ustanovitelj društva, Makedonskega kulturnega društva v Ljubljani. Moj stari prijatelj, skupaj so delali na Metelkovo, recimo aktivist, on trubentaš, šel aktivist na Metelkovi. In ko so odkrili to piščal, je on letel k Turku in je rekel, da bom to probil, ne. Je sestavil, naredil, pri njemu doma je bila skladovnica teh piščal, on je iz vsega lesa, za vsak lis sve, podaril mi je tole iz oljke. To je artefakt multikulturnosti številka 1 na planetu. Ročno delo Ljubena Dimkarovskega, ki je iz te piščali naredil svetovni hit. Poslušali so jo japonski cesarji, v muzeju neandertalca v Bruslju je v backgroundu ta piščal. Če nam bo Ljuben pustil, boste slišali en zvoka, hočete? Ker to je artefakt multikulturnosti. Makedonc v Ljubljani, trubentač, ljubitelj etno izročila, človek, ki resna je verjel v duhove prednikov.
Big lukne Ljuben odigra 4 oktave, 32 tonov, vse zvrsti glasbe, Neandertalc. Od klasike do roka, evropsko himno, kar čte, ne? Fantastičen inštrument, meni kot človeku, ki igra druge inštrumente, šele ko je Ljuben šel, mi smo se nekaj pogovarjali, da bomo naredili ansambl na Tidli Babu, ampak šele polka šel sem začel igrati, to se pravi, da avgusta naprej. Sem rekel, ne, zdaj pa Ljuben je šel, ampak piščalka je z mano. Zaigral sem vam, veste kaj? Uverturo v film Cigani letijo v nebo. A ga je kdo videl? Meni je ta film odvrgel izmisleke, ne? Pred 30 leti. Šel sem v Sovjetsko zvezo in nakupil plošče o romski kulturi. Rusi so posneli vse. To so bili uvodni takti v film Cigani letijo v nebo. Roma so preživeli avtentično kulturo kot edina etnična skupina v Evropi. Ne? Lahko se bomo pa prepirali, je to res ali pa ne, ampak najbolj avtentična bosa noga na zemljo. Ne? Jaz sem bil rojen v eni vasi na Dolenjskem, nekaj časa nazaj, in v moji vasi so bili Romi del kulture, sploh se ni ben sprašoval, je multikulturnost ali ne, tam v gozdu so imeli šotore, ko se je klalo, so prišli po to, ko jih je zebel, so prišli, vprašali, imate kaj za ta, vedno so prišli isti, dobili svoje, noben se ni sprašoval o konceptih multikulturnosti. Takrat je bila moja vas multikulturna. Šele zdaj, po vseh teh letih, rečem, to je bila multikulturna vas, noben se ni sprašoval, bila je empatija, spoštovali so jih. Malo so se tudi bali, ker ta mističnost, avtentičnosti je bila za Slovence, ki smo avtentičnost kolektivno izgubili, ker so nam vzeli kozmologijo in tle smo Vesna. Slovenci imamo koncepte stika s predniki v svoji tradicionalni kozmologiji v besedah. Mi toponimov, krajev ne razumemo. Ne? Tradicionalna spojenost človeka s prirodo skozi hrame, ki so bili sveti prostori v Sloveniji, so praktično izkoreninjeni. Šele Pavle Medvešček v lanskem letu mu Slovenska akademija izda prvo znanstveno delo na področju predkrščanskih kozmoloških izročil o naravoverju na Slovenskem. Šele lani. Kje smo mi do tega, da bomo vzpostavili avtentični odnos roda s prirodo? Jaz živim na Ljubljanskem barju. Moja ulica se imenuje Nova pot. To je na ključe, ne? Nova pot, ne? Peljem se, moja avtentična dnevna izkušnja je, da se peljem v urbano, k mojemu rodu, ne? V urbano okolje, mimo največjega romskega naselja, ki bi včasih Wild East, ne, cesta 2 cesarjev, ne stoptja v mojem življenju študenta Ljubljančana in kasneje, ne stopi na cesto 2 cesarjev, nikakor pa ne v romsko naselje, mimo katerega se zdaj peljem vsak dan. In to za veliko avtentično empatijo do romske kulture, ki je meni osebno dala en tak stream, tak tok optimizma in navdiha za avtentičnost v stiku s prirodo kot nič drugega. Ustanovil sem med drugim prvi neromski band za romsko glasbo, znamo odigrati večino teh hitov. V njem je igral tudi Igor Mizdarič, ki je potem ustanovil Šukar, ne. Skratka, to mislim resno, ta motivacija, ki mi je dala romska kultura, zaradi svoje avtentičnosti, nič za drugega. Vse ostalo okrog, kar sem gledal, je bilo zlagano. Romi so mi dali še največji kolektivni občutek, da obstaja avtentičnost, so se za to borili, prišli so bosi. Ne? In živeli so v naturi. Še danes z užitkom gledam zjutraj,
ki grejo v gost, meditirati takole, malo se sprehodati. Ne. Kje? Ja, zraven azilnega doma, ki se vleče od Novega Pota. Peljem se mimo azilnega doma, ne, na Viču. Ne. Zdaj pa se vsakič znova vprašam, zdaj, ko so tam je Domen pa Tina povabila, sem se pa sploh sprašal, koliko je moja rodna vas multikulturna zdaj, koliko je bila prej. Koliko je tale moja pot mimo romskega naselja, kakšno je romsko naselje? Sem posnel par fotografij, če bi imel PowerPoint, pa smo rekli, da ne. Bi pokazal par fotografij, to so lepe, tako rekoč urbane hiše, to je lepo urbano naselje, ne diši več požaru, prej tam dišali požaru. Ne. Azilni dom, poznate, največji azilni dom, tak je skozi na televiziji v Ljubljani. Jaz sem jim njega peljem vsak dan, razlagam svojim otrokom, ko jih peljem v vrtec in v šolo, kako je s temi razlogi, da so te ljudje tukaj in gledamo tiste otročke. Ampak pa, ko pridemo v urbano, skratka sprašujem se, koliko je to multikulturno ni. Ne moramo govoriti, teritorij ne more biti multikulturen. Ta teza odpade. Multikulturnost je treba iskati drugje. Treba je iskati v tem, kar je Markus nakazoval. V iskanju različnosti. Ne? In v poskusu, jaz ne rečem empatija, ampak rečem poskusu kar direktne ljubezni, avtentične ljubezni do razlik. Avtentične ljubezni do razlik. Ljuben Dimkarovski, kot velik ljubitelj, iskren ljubitelj makedonske kulturne dediščine, se je popolnoma iskreno zaljubil Trpiščan. Jaz delam eno iz nagnoja, iz avtentičnega trdega slovenskega lesa, že odkar je Ljuben šel na drugo stran. Za vsako piščal je porabil mesece. Nisem še tam, da bi jo oglaševal. Ne, to je ogromno dela. On jih je naredil, mislim, da več kot 50 iz kosti. On je to tako z ljubeznijo delal, ker on prijel te piščake pri njemu doma v roke. On je avtentično ljubil ta artefakt neandertalca. In tle je ključ, ker se bomo uspeli avtentično zaljubiti v razlike, v različnosti, pa smo zmagali. In tle je treba odkleniti. Ne toliko svoje labels stran metati, svoje oznake, ampak biti sposoben v celoti se zaljubiti in ljubiti razliko drugega. Tale kufer je en tak primer. Ne? Jaz sem v eni od mojih številnih nepremičnin, kjer sem živel, teh je več kot 100, smo kupili eno staro hiško in to je v Sloveniji. In smo se vselili, to res stara hiška, to je tam nekje pri Moravčah, 10 let sem tam živel. In ko smo se vselili, je bil tale kufer tam nekje na podstrehi, smo rekli, ok, stran navržemo stran, ker smo gledali, kaj se bomo skurili, kaj pa ne, pa jaz odprem to, vidim, da to nek rokodelski kufer in rečem, luška, ne bomo gledali stran, pa ne, moja žena, ne, pa preveč vsega, da ima to stran, ne, ta je pa tako lep rokodelski kufer, to je artefakt, ne damo ga stran. Ne. Ampak to ne bilo še nič posebnega, ne. Potem ta kufer tam stoji in čaka leta. Potem pa ena informacija, meni ukvarjal sem se z geometrijo in z svetogeometrijo in dan delal po hiši s svetogeometrijo. In enkrat pogledam ta kufer in rekli, mater, če tole ni v Zlatem rezu narejen, ne me kokla brcne. In grem v muzej, meter zračunam in ta kufer je narejen v Zlatem rezu. A veste, kaj je to Zlati rez? Svečeniki egipčanski posebej, to Mezopotamija, so delali v Zlatem rezu. Razmerje med A in B je enako seštevko razmerja A plus B z B. Ne? Pentagram ima praktično vsa razmerja v tem faktorju razmerja A proti B, ki je 1,6,2, 1,6,1, 1 ali sem 2,5. Recimo, ta stranica pentagrama proti tej je v tem filju, v tem razmerju. To je včasih so mislili sveto razmerje in so hiše gradili. No, ključna informacija, ko sem jaz tako, sem rekel, mogoče pa tole, in ko sem dobil to informacijo, ko sem šel zmeriti, sem rekel, ta kufer je naredil nekdo, ki ga je na milimetrsko natančnost, in to je 19. stoletje kufer. To je pred prvo svetovno vojno. Sem rekel, tole pa resna stvar. Ne? Tole pa mogel narediti nekdo, ki je prvič poznal svetogeometrijo. In en tak trigger, ki bi rekli, da je iz globalizacijske dobe, jaz sem vedel, da je to internet, demo zračuna, Noter ima ta kufer en cel kup mest
raznih za zatikanje nečesa, za uteži. To je moral, pa sem rekel, fant, tole je bilo, tole imel v rokah en ali zdravnik, ali zdravitelj, ali prodajalec zelišč, ne. Še danes ne vem in me tudi ne zanima, jaz sem bil tak frazoljubljen, ne. Prišel je k meni na pot, je v Zlatem rezu in tukaj noter ima Svetovna nazorska kozmološka skupnost, ki jo vodim, z naslovom Upasana, svoje mobilne svete stvari, vključno s to piščaljo. Zadnji artefakt, ki se pa znajde tlele. Jaz se vozim v Ljubljano v center vsak dan in delam na srečo, ne, to je pa spet eno lepo naključje, tako kot novo pot. Delam zraven, moja služba je zraven Metelkove. Metelkova je bil moj projekt v 80-ih letih pred vojno. Smo z kulturniki v Ljubljani ustanovili mrežo za Metelkovo, ki sem jo vodil potem več kot 10 let. Zato, da smo kasarno pač spreobrnili v multikulturni center. Ne? Mi smo temu rekli multikulturni center. Kaj je bila hipoteza? Ne? Takale aktivistično, družboslovna. Ne? Zdaj bomo pa mi na en teritorij spravili različne ljudi, različne aktiviste, in bomo naredili multikulturni center. Tukaj bo prišlo do neke fuzije, do neke empatije, tukaj se bo ljudje družili, tukaj bo kreacija, tukaj se bo bliskalo vse, ne? Od kreativnosti, ne smete videti, kaj noter. Samo tole. Slovensko in angleško, ne? Naredili smo plakat, potem seveda, ki naj bi simboliziral to različnost, ta unity and diversity, postavljajo hipoteze, kako bo zdaj to na enem teritoriju delovalo. Ne? To je kulturni center Metelkova. Ta severni del je znameniti skot, ker je živa kultura, ateljejska kultura, ta južni del bivše vojašnice so muzealne inštitucije. Mi smo prav nareč rekli, ne? Ta muzealni del, ne, Narodni muzej, etnografski muzej, pa živa kultura, tle bo pa sploh prasketal, tle bo pa prišlo do take katalitičnosti, ki je svet videl. Zato sem dal kot matematik in kozmolog v sredino hišo za nevladne organizacije in je matematično natančno seveda narejena, tako kot se spodob za matematiko. Ne. Smo rekli, ok, na sredini bo hiša za nevladne organizacije in pa smo celo matematično natančno zračunali. Na vrhu, kaj je drugega kot Mirovni inštitut, ne? Napovedal sem kot ustanovitelja Mirovnega inštituta. V sredini trajnostni razvoj, pa Humanotera, pa take organizacije, spodaj socialna družba. Ne? Se pravi, smo tako risali ob bokih tega kulturno-produkcijske inštitucije. Skratka, naredili smo celo kozmologijo pod tega, kako bo zdaj to, ta multikulturnost, zgodovina, preteklost, ustvarjalnost, sedaj dediščina, ne? Kako bo zdaj pa tukaj vse zafunkcioniralo? Dragi moji antropologi, bi kdo si to pogledal? To je aktivističen plakat, lahko gledate. Ustanovili smo fundacijo, pravno osebo z imenom Multikulturni center Metelkova. Izdajatelj tega plakata leta 97. Fundacija Multikulturni center. Tako si pogledati, ampak kaj je izkušnja? Ne? Moja izkušnja po vseh teh letih s tem poslom je bila tukaj noter. Brez da imaš ti avtentične ustvarjalce, ne moreš pričakovati, da ti bo lahko jih spravaš v zapor za 7 let. Ne? Če ne bojo posamezniki avtentični, ne bojo mogli vzpostaviti kreativnega multikulturnega polja. Ključ do kreativnega multikulturnega polja je v tem, da so posamezni ID, ne, posamezne identitete avtentične. In moja teza, ne, je, da globalizacijski trendi, posebej digitalizacija in dostopnost informacij, s tem, da pomagajo rušiti zlaganosti, pomagajo relativizirati zlaganosti, pomagajo k temu, da posamezniki, vsak od nas, vsak od vas, najde svojo avtentičnost, jo ojača s tem, da vidi, da ni edini na svetu, ki misli tako, kot misliš sam. Ne? In s tem so možne prebojne spremembe. Toliko
Jaz upam, da nisem kodiral česa, kar bi kršil ta proces energije, ki je nastala tukaj. In hvala lepa, da ste.